pokazal je veliko poznavanje problematike in tisto, kar je najpomembnejše, dal je podporo sindikalnim zahtevam, pokazal veliko razumevanje in tudi nekaj realizem. Tako da prihajamo z tega obiska pač zadovoljni, to moram reči. Jaz sem ga zaprosil, da bi vendarle država videla svojo vlogo pri rešitvi teh konflikta med nami delodajalci. Namreč država je še vedno v Sloveniji pomemben solastnik v mnogih podjetjih, ki postavlja tudi uprave, ki jim daje tudi cilje. Torej, člani uprav so pa tudi člani delodajalskih organizacij. Prošnja moja je bila k predsedniku vlade, da naj vendarle, ker je mu lahko verjamem, da so ta stališča, iskrena stališča po dvigu delavskih plač, upoštevanje produktivnosti in tako naprej, da naj ta stališča zdaj uveljavljajo preko svojih teh vizij kapitalskih bank, ker so nesporno in vplivajo na delodajalske organizacije, da bomo mi to čutili tudi za pogajalsko mizo te premike. Zaenkrat jih ni bilo. Torej, ta prošnja je bila izrečena predsedniku vlade. Mi upamo, za tega tudi te demonstracije, da bodo tisti, ki imajo škarje in platno, nas danes, če že ne videli, pa vsaj slišali, da bo prišlo do premika politik, ki jih oni kreirajo in ki tako sodno vplivajo na standard delavcev. V tej smeri te zahteve in zaradi tega smo tudi bili pri predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, ki je vendarle predsednikujoč in smo ga tudi seznanili s temi zahtevami. In jaz moram seveda tukaj reči, da je predsednik vlade pokazal izjemno razumevanje. A pa je to zaradi tega, ker je v Ljubljani 30.000 Evropejcev? No, to bi mogli njega vprašati, ampak to, kar je govoril, jaz moram biti korekten do predsednika vlade, pokazal je veliko razumevanje in izrazil vso podporo do naših zahtev. Številke so pomembne, ampak bolj kot številke, ali nas bo 25.000, 30.000 ali kaj več ali kaj manj, je pomembna simbolika. Ta pa kaže, da so Ljubljanske ulice Ljubljana danes združila predstavnike delavstva iz 29 držav. To je pomembno sporočilo. Tukaj je najboljša simbolika. Torej, preko 56 sindikalnih central je poslalo svoje predstavnike in Ljubljana je združila to delavstvo v neki skupni zahtevi, skupnem imenovalcu, ki je lasten vsemu delavstvu v Evropi. Skratka, večje plače v trenutku, ko so dobički visoki, ko se v bruto domačih proizvodih delež plač znižuje, se dobički pa dvigujejo. In imamo žal vse več podjetij, ki so bogata, delavci, ki pa delajo, so pa revni. In ta premik je zdaj nujno potreben, ker pa mi zahtevamo dvig plač seveda znotraj produktivnosti. So resnično obsojena vredna sporočila, ki prihajajo iz finančnih krogov, če da bo dvig delavskih plač ogrozil inflacijo. To preprosto ni res. V Sloveniji že nekaj let, zagotovo pa desetletje, delavske plače ne povzročajo inflacijo, ker delavske plače praviloma vedno zaostajajo za produktivnostjo. Tako da naša zahteva preprosto je, da bi delavske plače rasle za inflacijo, kar je recimo bolj ali manj bilo normalno zdaj v Sloveniji, pa tudi produktivnost, tako je v večini evropskih držav, ker vidno to je pot, da bi nekoč prišli v Sloveniji na raven nekih evropskih plač, ki so neprimerno višje kot v tem trenutku. Ni druge poti, torej pot, kjer se upošteva produktivnost. Protestiramo tu v Sloveniji proti tem stališčem Evropske centralne banke, ki s temi sporočili v bistvu spodbuja, da je korajžo našim delodajalcem. To je preprosto napačno. Delavske plače to ne povzročajo. Če pa gospodje že uporabljajo to terminologijo tako ostro proti plačam, ne bodo bolj dosledni in ne najprej pogledajo pri sebi. Pri teh gospodih so glavni vzroki za to inflacijo. Ti gospodje nekaj rečejo okoli dobičkov, ki ne gredo za nova delovna mesta, v večini gredo v špekulativne namene na kapitalske trge, za prevzeme, kjer se tudi potem zapirajo delovna mesta. Ne pogledajo, kaj z nagradami menedžerjev, ne se pa permanentno zaletavati v te delavske plače.